Spoštovani svetnici, spoštovani svetniki, gostje, sodelavci z občinske uprave, mediji, predsednik nadzornega, vas prav lepo pozdravljam. Nadaljujemo z 15. redno sejo, ki smo jo zadnjič predčasno zaključili, torej gre za nadaljevanje redne seje. Najprej bomo obdelali tiste točke, ki so zadnjič ostale, potem pa bomo nadaljevali za tretjo izredno sejo. Ugotavljam, da smo sklepčni, tako da lahko nadaljujemo z tistimi točkami, ki jih na zadnji seji nismo. In sicer najprej imamo predlog razrešitve predsednika in 3 članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim predlagatelja, da predstavi oziroma da uvodna pojasnila. Gospod Bogdan. Hvala za besedo, gospod županja. Pojasnila smo že večkrat poslali oziroma o tem smo že večkrat govorili na sejah občinskega sveta, ampak spodaj podpisani predlagatelji, jaz, Damjan Bogdan, Jože Klemenčič, Jože Grantaša, Kosi Dušan, Robert Štefanec, Aleksander Kavčič in Tihomir Babič, smatramo in predlagamo članicam in članom občinskega sveta razrešitev 3 članov komisije za volitve, imenovanje in mandatna vprašanja in njenega predsednika. Prvo, pri gospodu Janezu Venclu menimo, da predlagani za razrešitev predsednik Janez Vencel nima zaupanja večine članov občinskega sveta. Predlogi, za katere se kot član komisije opredeljeval predlagani v zadnjem času, niso usklajeni z voljo večine svetnikov in ne dobivajo podpore v občinskem svetu. Zaradi tega pa že prihaja do zastojev pri imenovanju predstavnikov občine v svete, zavodov in druge organe, kar predstavlja določena tveganja pri uveljavljanju interesu občine. Potem pri gospodu Jožetu Paniču prav tako menimo, da predlagani za razrešitev nima zaupanja večine članov občinskega sveta. Predlogi, za katere je kot član komisije se opredeljeval v zadnjem času, niso usklajeni z voljo večine svetnikov in ne dobivajo podpore v občinskem svetu. Zaradi tega prav tako prihaja do zastojev pri imenovanju predstavnikov občinske svete, zavodov in druge organe, kar predstavlja določena tveganja pri uveljavljanju interesu občine. Za gospoda Ludvika Filipiča prav tako menimo podpisniki, da predlagani za razrešitev nima zaupanja večine članov občinskega sveta. Predlog, za katere se je kot član komisije opredeljeval predlagani v zadnjem času, niso usklajeni z voljo večine svetnikov in ne dobivajo podpore v občinskem svetu. Prav tako pa zaradi tega že prihaja do zastoja pri imenovanju predstavnikov občine v svete zavodov in druge organe, kar predstavlja določena tveganja pri uveljavljanju interesu občine. Prav tako za gospoda Janeza Kardoša menimo, da predlagani nima več zaupanja večine članov občinskega sveta. Predlogi, za katere se je kot član komisije opredeljeval v zadnjem času, prav tako niso usklajeni z voljo večine svetnikov in prav tako ne dobivajo podpore v občinskem svetu. Zaradi tega pa tudi prihaja do zastojev, kot smo že prej povedali, pri imenovanju predstavnikov občine v svete zavodov in druge organe, kar predstavlja določena tveganja pri uveljavljanju interesov občine. Zato ti predlagatelji predlagamo članicam in članom občinskega sveta, da razrešimo gospoda Janeza Vencla, gospoda Jožeta Paniča, gospoda Ludvika Filipiča in gospoda Janeza Kardoša. Predlagamo, da o tem glasujemo. Imel pa bi eno pripombo oziroma pripombo en predlog glede dikcij v samem izdanem sklepu. Govorim o 2. odstavku. Tu je zapisano, da se o razrešitvi izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. Dikcija bi se glasila, 2. odstavek, o razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa. Prosim, da glasujemo posamezno o vsakem predlaganem za razrešitev. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da je prav, da povabimo k besedi tudi tiste predlagane kandidate za razrešitev, ki bi naj po vašej oceni izgubili zaupanje. Izvolite.
Gospod Vencel. Hvala lepa, lep pozdrav vsem. Če pogledamo kronologijo razrešitve, ta se vleče že od julija 2011, to je čas takoj potem, ko me je županja imenovala za podžupana. Po mojem mnenju je to tudi glavni razlog, ker ste se nekateri, ki tu sedite, videli na tem mestu, na mestu podžupana se je mogoče videl tudi kdo drug, ki ni bil izvoljen v občinski svet, če bi bil, bi mogoče tudi bil podžupan, vendar temu ni kriva županja, niti jaz. Imena za sestavo komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je sestavljala takratna koalicija. To je koalicija, ki je takrat prepričala županjo, da je sploh kandidirala in je tudi obljubljala neomejeno podporo po volitvah. Obljubljeno je bilo, da jo ne boste izseljevali s kadrovskimi in političnimi vprašanji. Sedaj je to ravno obratno. Izseljujete jo prav zaradi kadrovskih in političnih vprašanj. V tem primeru gre zaradi mojega imenovanja na mesto podžupana. Večina predlagateljev razrešitve ste bili v skupini, ki je sestavljala imena, ki bodo sestavljala komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja in druge telese občinskega sveta. Sedaj pa ste zaradi užaljenosti in ne zaradi strokovnosti ali zakonitosti predlagatelji razrešitve. To dejanje je sporno tako z vidika morale, etike, strokovnosti in zakonitostjo. Povezano je z užaljenostjo, politiko, egoizmom ter želji po moči in vladanju. Obrazložitev razrešitve je nestrokovna in pavšalna in ne navaja nikakršnih utemeljenih razlogov. Gre zgolj za osebne in politične namene in namenje vladanja in prevladovanja. Hočete popoln nadzor nad županjo, občinsko upravo, javnimi zavodi, kadrovanjem v javnih zavodih in pri tem vam ni mar za občanke in ne za občane. Nima vam mar za razvoj in blaginjo občine. Mar vam je le za vaše osebne potrebe. Poudarjam, da sem prepričan, da sem ves čas delovanja komisiji deloval zakonito in ni utemeljenega razloga za razrešitev. Prav tako sem mnenja, da obrazložitev, da prihaja do zastojev pri imenovanju v določenih komisijah, ne drži, ker do sedaj smo vse imenovali in teh zastojev ni bilo. Biti strpen do drugačnosti, do drugih ljudi, do njihovih razmišljanj in njihovih prepričanj je nasprotje temu, da nas nekdo podcenjuje, žali, zmerja ali izkorišča. Ljudje se moramo znati postaviti zase in tudi za svoje bližnje. Pogosto nas izkušnje same privedejo do takšnega spoznanja. Prav zaradi tega in zaradi tega, ker sem prepričan, da mora verjetna razrešitev ni zakonita in bom v tem primeru izkoristil vsa pravna sredstva, da do razrešitve ne bo prišlo, vključno z upravnim sporom. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kordoš. Hvala lepa, županja. Zadeva glede razrešitve, ki ima se vleče, kot je že Janez prej povedal, od lanskega leta. O razlogih, pa to je bilo brez veze, s to se več pogovarjate. Dejstvo je, da je bilo teh predlogov za razrešitev več. Vsaj v začetku so bili podpisniki in so napisali, da ne zaupajo članov PIM-a, tudi gospod Grantaša, Klemenčič in pa Babič, in so tudi sebe predlagali za rešitev in so napisali, da se ne zaupajo, kar pomeni, da je zadeva res absurdna. Skozi ta proces se je ta predlog malo sfriziral, je zdaj pristal pri 4 članih komisija za KVIMO, skrajšam, točno z določenim namenom, ker tehnih razlogov v sami obrazložitvi ni, saj ni
v sami obrazložitve te razrešitve navedenega niti enega samega konkretnega primera, zaradi česar oziroma očitka, kaj je narobe ta komisija oziroma posamezni člani počela v tem KVIM-u, je pač izbrana dikcija, da si ne zaupa, da se pač tem članom ne zaupa in da zaradi njihovega glasovanja prihaja do zastoja v imenovanju svetov, zavodov in pa raznih drugih organov. Kar sicer ne drži, ker iz samih zapisnikov komisije za mandatna vprašanja in pa seveda tudi občinske svete izhaja, da je bila večina predlogov komisije tudi upoštevana in izglasovana. Mogoče so bili takšni absurdi, da predlog KVIM-a ni bil izglasovan in je potem na isti seji bil podan čisto isti predlog z istim imeni, s tem, da se je samo predlagatelj spremenil, potem pa je bil izglasovan. Se pravi, vse to kaže na absurdnost in na druge apetite. Mene skrbijo razlogi, zakaj do tega prihaja. Ne, ker je čisto vseeno, kdo so člani KVIM-a, kdo je to od nas, če pošteno dela, vendar očitno predlagatelje mote pošteno delo. In to je moja presoja, in si ne upam trditi, da je res, vendar nekdo od zadaj ima blazne apetite po kadrovskih zadevah v občine. Ni to naključje, da so se ravno v zadnjem času, ko je ta KVIM bi že moral biti razrešen, pa ni bil razrešen, pojavile kar velike nepravilnosti v zavodih, ki jih je na srečo KVIM preprečil. Upam samo, da iz tega ne bo kakšnih hujših posledic iz tega nepravilnega delovanja in očitku potem KVIM-u, zakaj je tako ravnal, kot je ravnal. Se pravi, to početje nekomu ne odgovarja. In se bojim, da je ravno to tisto, kar pri teh članih KVIM-a ne ugaja nekaterim članom občinskega sveta. Saj določeni kadrovski apetiti ne bodo mogli biti v tem primeru uresničeni oziroma udejanjeni. Jaz sem v svoji obrazložitve napisal, kaj si o tem predlogu mislim, ker ni niti, kot sem že v začetku povedal, niti enega samega tehnega razloga, razen politični, kot mi enkrat gospod Babič tu na eni seji povedal, da so se oni pač politično tako odločili, razen tega, da razloga ne vidim in seveda ob tem svojih pomislekov. Zato se pridružujem tej ideji Janeza in bom v primeru razrešitve tudi jaz sprožil upravni spor. Samo toliko, da operemo svoje ime. Hvala lepa. Gospod Panič. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, jaz bi se pridružil mnenju gospoda Vensla in gospoda Karduša, pa se mogoče navezal še na samo dogajanje, bi se tudi iz mojega stališča. Sam, koliko sem deloval v komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, verjamem, da sem delal pošteno in v dobrobit občine. Bi pa mogoče omenil dejanja drugih članov, ki danes niso predlagani za razrešitev, kot so bile mogoče izjave, da ne glede na to, ali član, ki je bil predlagan za direktorja, izpolnjuje razpisne pogoje ali ne, je bilo izrečeno, da naj samo pogleda skozi prste, ne glede na to, ali izpolnjuje pogoje ali ne, ker je pa domači človek, naj samo pogleda s prste in se ga imenuje za direktorja. Mogoče so to, bi morali biti tisti ljudje tukaj danes predlagani za razrešitev, ne pa mi, ki mogoče, mislim, jaz za sebe menim, pa tudi za ostale vem, da smo delali pošteno in dobro. Sam pa se tudi pridružujem mnenju, da zgolj, da se očisti moje ime, bom dal pobudo za upravni spor. Hvala. Hvala lepa, gospod Filipič. Lepo je nekomu metati polena pod noge, to je res najlažje, ne? Kaj se vrsta tega občinskega sveta v tem mandatu na vrhuncu, ampak pa če mu kdo to veselje naj ima, samo s tem tudi kaže svoj karakter. Jaz bi predlagatelja najprej prosil, da mi sleherno napako, ki sem storil v tem mandatu v KVIM-u, natančno opiše. To je številka 1. Potem naprej,
že to kolega omenil, kaj je to vzrok? Rado bi se delalo kar po domače. Ja, če je domače človek, pogledamo skozi prsta, ima pogoj, nima pogojev. To je številka 2. A je zdaj mogoče bilo to, ki smo rekli ne, še večji kamen spotike, če bi pa rekli ja, bi pa spet nekdo rekel, ja, ste naredili to, ki človek nima pogojev za to in to delovno mesto. To se pravi, če ne je bilo črno, bi bilo belo. Ne? Prav tako je to, kaj se tiče razrešitve, niti slučajno se ne čutim krivega, niti da sem storil kakšne napake ali kaj podobnega v tem času. Argumentirano je vse od zapisnikov do magnetogramu, tudi verjetno žal nismo snemali, kaj bodoče, tudi bomo snemali seje odborov, kaj še najbolj bi bilo primerno, da bi se lahko potem to dejansko 100% razvidlo iz tega, kaj je kdo in zakaj je kdo kaj povedal, komu kaj ne. Nadalje bi vprašal, kateri zavod ni dobil na določen čas, ob določenem roku, člana sveta zavoda. Tudi to prosim, da se mi pisno da, do podrobnosti, kateri zavod ni dobil člana sveta zavoda iz strani občine. Če je zdaj mogoče spet to kamen spotike, da se pač posamezniki imeli druge vizije, da pač ne tisto, kaj smo pač mi delali po paragrafih in po zakonu, kaj je, ne? Nadalje, ko pravite, nimamo te zaupanje, pa da trpijo zavodi. Ja, kdo je pa potem rušil predloge, ki so bili na kvimu sprejeti in predlagati? Kdo je bil to? Mi ali vas 11? Ne bo ta, bo pa ta. Oprostite me, upam, da ne lažem. To se pa da razviti iz magnetograma, ki smo te zadeve tu na seji obravnavali. Torej, in spet smo krivi mi, ne? Če pač ne odgovarja vam ta, bo pač šlo tja, no ta noter tja, ne? Vendar pa, koliko se jaz zavedam, je bil v pravem času, določenem času so bili vsi ti zavodi, v te zavode postavljeni ljudje po časovnem roku, kak je bilo potrebno. Dobro, pa dnem dolgotvezo, kajti že so tu moji predhodniki ravno tako vse povedali, mojo zadevo ste slabo prebrali, ki jo imate tu notri v prilogi gradiva. Prav tako pa bom, da operem svoje ime, bom isto posredoval, kot mislim, moji predhodniki trije, pa če bo treba tudi do upravnega spora priti. Upam pa, da vi podpisniki, ki ste, da imate lepe penzije in pa plače, kajte to je potem povezano z stroški. Tega se tudi morate zavedati, koliko stane eno pa druga zadevica, ampak ker argumentov nimate, na koncu bo nekdo te stroške kriv. Jaz pa moji kolegi vem, da ne, ampak to tisti, ki ste stalno tukaj podpisali. Zato še enkrat vas prosim, apeliram, delajmo naprej s trezno glavo, gremo vsi po eni poti naprej, ne pa da se z nas smejijo, ko gledajo te naše seje po celi Prlekiji, pa še prek po Prekmurju in tam naprej. Kakšne kozdarije stvarjamo tu. Hvala lepa. Hvala. Gospod Haric, potem pa gospod Štefani. Hvala za besedo, gospa županja. Lep pozdrav vsem skupaj. Na zadnji seji sem želel prebrati dopis, katerega sem poslal 5 glavnim akterjem rušenja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Danes tega ne morem več storiti, nisem več član izvršnega odbora SDS. Vprašanje pa imam za gospoda Babiča, govorim o stranki SDS, naj mi pojasni, zakaj bi bil gospod Lah boljši od gospoda Filipiča. Apeliram pa na vse vas svetnike in svetnici, da glasujete po svoji vesti in ne po navodilu tete iz ozadja. Hvala lepa. Hvala. Ne vem sicer, zakaj sem bil izvan, ne poznam jaz vaših zadev v stranki SDS, vidim pa, da v Ljutomeru ni štimala do zdaj, ne? S tem, da to je vaša interna stvar. Ne? Definitivno bom sigurno, če bom pozvan za to, da bi mogel glasovati, bom glasoval za Andreja Laha, ker ima politično držo in je vedno glasoval v skladu s svojo vestjo. Glede tet in stricov iz ozadja,
Jaz jih ne poznam. Če jih poznaste, povete ime in z veseljem se bodo razkrili. Glede tega. Hvala za besedo. Lep dan vse skupaj, tudi z moje strani. Nekako sem pričakoval ta monolog gospoda predsednika komisije, pa vseeno se moram glasiti. Bom se vrnil nazaj na 15. sejo, ki smo predčasno končali. Smo imeli pri 12. vprašanju imenovanja v svet zavoda Franca Miklošiča, bil je en predlog, dali ste ga na glasovanje. Jaz sem podal drugi predlog, in ta zadeva ze strani gospoda predsednika bila demantirana, da je nezakonita in tako naprej. On sicer pravi, da dela strokovno. Sedaj pa se ga vprašujem, poslovnik, če on to tak zadevo dobro vodi, kak zdaj tudi nam razlaga, bomo samo na kratko prešteli. Poslovnik, pravice in dolžnosti članov sveta, kar jaz mislim, ka upam, da se bo tu enkrat lepo poštevalo, po mojem. 5. alineja, pravica in dolžnosti sveta članov. Predlagati kandidate za član občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih je ustanoviteljica ali soustanoviteljica občina oziroma v kateri ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike. Sprašujem, zakaj tistokrat ni komisija dovolila meni dati na glasovanje, če poslovniki lepo to piše. Z obrazložitvijo, ki je bilo nezakonito. Tu mi ni jasno, tu meni logika ne gre skupaj. Zdaj naenkrat je to vse v redu, vsi smo zdaj, vsi mi po domače črne ovce, oziroma ne vem, kaj še smo, ampak ta zadeva smo že imeli tudi na samem svete, da se predlogi določenega svetnika dajo na glasovanje, ne glede, kako boste glasovali. Ne pa prek se reče, ni zakonita in enostavno idem za glasovanje. Zdaj, ali ste županja vi pogrešili, ali pa predsednik komisije. No, in smo končali. Hvala. Sicer ne vem, zakaj na mene gospod Štefanec nasleduje to vprašanje, ki je rekel, da je na komisiji, on ni član komisije za mandatna vprašanja. To je bilo na seji, tu vodi županja, ona je dala na glasovanje, pa ona je naprej. Jaz pa sem lepo povedal, poslovnik, če bi do konca prečital, bi tudi ugotovil, da se vsaki svetnik lahko daje pa na komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. In gre ponovno tak. In ko ste bili na zadnje na izobraževanju, če ste poslušali Voduškovo, je tudi tako povedala. In zato je zadnjič tudi verjetno gospod Panič dal vprašanje, če so zakoniti tisti sklepi, ki so bili tako preglasovani, ko so bili sprejeti, ki ste ene predlagali takoj na seji. Ne, morate jih predlagati, lahko jih predlagate, ampak na komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Torej bi mogel do konca prečitati. Vse ostalo pa drugo, ne vem, na komisiji ni nič bilo, ni bila to komisija, to je bil občinski svet. Glejte, čemu pa potem služi kvim? Potem kvima ne rabimo. Je tako? No, potem pomeni, če se pač ne upošteva postopek, kako se predlagajo kandidate predlagajo politične stranke na poziv kvima. In vsaka politična stranka ima možnost predlagati kandidata. Kvim potem predlaga občinskemu svetu v potrditev kandidata. Je tako. In če se kvim ni strinjal, potem, če vi lahko vsem odločate na občinskem svetu, potem posledično pomeni, da tega organa ne rabimo. Ker potem nima kaj delati. Me pa zanima res vprašanje, ki pa bi ga smela za vse vas, ali pa mogoče za nekatere ne. Kako pa potem to argumentirate? Ste v določenih odborih, delovnih telesih, tam glasujete za, na občinskem svetu pa dvignete roko proti. Potem pa še mi to pojasnite, kako je to možno. Potem pa se jaz res sprašujem o smiselnosti vseh delovnih teles, ki jih imamo, ker tam je belo, na seji pa je črno. In meni je zelo žal, da moramo o tem danes razpravljati. Gospa Korošec, ima besedo. Ja, glejte, osnova enega dobrega timskega dela je predvsem to, da se drugega poslušamo. Jaz sem tokrat na drugi seji, pa moram reči, da ko nekdo govori, da se pogovarjate vse vprek, eni celo po telefonih in tak naprej,
dobro, pač kažete svojo moralo. Vendarle bi pa povedala nekaj. Jaz ne vem, kaj se je dogajalo v teh odborih, me pa kot članico sveta vendarle zanima in najbrž bom dobila konkretne odgovore, argumente, zakaj morajo ti ljudje biti razrešeni. To, da ima nekdo nezaupanje, zame je lahko nezaupanje to, za gospoda Kosija je lahko nezaupanje vprašanje kaj. Dajte prosim povejte, kaj so naredili narobe, kje je kamen spotike, razen tega, kar sem tudi že jaz ugotovila, veste, še slepec bi videl, da so k razrešitvi pozvani samo tisti, ki ne mislijo tako kot eni. Žalostno, da se to dogaja. Da se ukvarjamo drug za drugim, ne pa za dobro občanov, ki so nas zvolili, ki so nam zaupali, da bomo delali dobro. Pa prosim, vendarle, povejte mi, predlagatelji, vsaj en kakšen konkreten argument, kaj je posamezna oseba naredila drugače, narobe, ne vem kaj, da pač mora zdaj odstopiti, oziroma da jo boste razrešili. Lepo prosim, povejte. Izvolite predlagatelji, če boste odgovorili na vprašanje gospe Korošcove. Korošec? Tako je. Tudi sicer, dokler ti ne dokažejo, da si kriv, si nedolžen. In tukaj zdaj, če nimate argumentov, zakaj ste zdaj tiho? Veste, ne vem, ne sprenevedajmo se, začnite delati tako, kot je treba, in nehajte levi, desni, in da ne bom rekla še kaj. Lepo prosim, dajte, če ste bili toliko samozavestni, da to predlagate, povejte potem, kaj je narobe, da bodo tisti, ki bodo nasledili ta mesta, vedeli, kako naj delajo drugače, da jih ne bodo letela ista usoda. Seveda, ista usoda jih bodo letela, če ne bodo mislili tako kot vi. To mi je po 2 sejah jasno. Hvala. Bo dobila gospod odgovor ali gospod Tihomir Babič? Ne vem, pri kateri točki smo, To so vprašanja pobude, ali je splošna razprava, ali smo na gasilski veselici. Na občinski seji smo, vsak se lahko prijavi enkrat k besedi. Gospa se je že prijavila 3-krat, brez da bi jih dokaj, če bi se jaz, bi mi sigurno vzeli besedo. Ker pa sem že izvan. Zdaj sicer ne vem, kdo telefonira, jaz sigurno ne. Tistega, ki ste? Jaz prijavil sem se k besede, ker me je izvala, gospa. Saj nič ne, če mi želite vzeti besedo, mi vzamte, ni problem. Ni problem. Demokraciji se vedno vlada samo na en način. Volilec ima vedno prav. Volilci so izbrali, zato zdaj neke zgodbe okrog volilcev ne moremo tu iznašati. Tukaj nas sedi 21, nam vsem v interesu je, da delamo dobro. Vsakemu, komu ni, naj gre takoj ven, ker je brez veze tukaj. Sigurno pa se krešejo mnenja. To pa je zdravo za demokracijo. In tisti, ki tega ne razume, ni za demokratični svet. In jaz sem prepričan, da obstajajo dobri razlogi za to, da se ljudi razreši. Seveda, da se tisti, ki je razrešen, s tem ne strinjam. Tudi meni ne bi pasalo, če bi me razrešili. In tudi imajo pravico, kot so rekli, da bodo šli na ustavno sodišče. Seveda, zaželjeno je, da grejo. Tak je prav, tudi jaz bi šel. Vendar stvari so zelo jasne. Prej je obstajala drugačna koalicija, sedaj obstaja drugačna koalicija, ustvarila se je druga večina, tudi tisti, ki vas je zdaj 10 in se dobivate, imate svojo pravico, lahko delate, kakorkoli želite, in temu primerna bo sestava kvima. Temu primerna sestava bo vseh ostalih delovnih teles. Tako kot je bilo na začetku, vse na začetku ni bilo nič drugače. Tudi Vencel, gospod Janez Vencel je sedel na tistih sestankih, na katerih smo se o tem pogovarjali. V vsakem mandatu se o tem pogovarja. Zato ne vem, zakaj je kadrovanje naenkrat taki tabu. Po ustavi ima pravico občinski svet kadrovati. To je njegova naloga. Preko svoje komisije za volitve in imenovanja. To zdaj delamo. Razrešili bomo člane, imenovali druge in gremo naprej. Žalostno pa je, da smo potrebovali za to 1 leto pa pol. To pa je žalostno. To pa se strinjam. Ni pa ničesar od zadaj, jaz ne vem, zakaj bi zdaj to bili neke zgodbe, pa neke pravljice, večplastne.
Ni jih. Hvala. Ko ima gospod Vencel pa gospod Kardoš. No, kot to, ko se me razrešuje, imam lahko tudi večkrat besedo, to, če bi po poslovniku pa pogledal potem, tako da to ni tako. Kar pa se tiče replike, pa bom sem toliko povedal na kratko, ko je gospod Babič rekel v demokraciji je, če nekdo izstopi iz partnerstva, izstopijo tudi iz delovnih teles, ki so jih imeli. Tu pa je glih obratno. Torej, vi zahtevate, da nas razrešite. Vi nas razrešujete namesto, da bi vaši kandidati odstopili iz delovnih teles. Toliko, hvala. To je demokracija. Hvala lepa. Jaz se opravičujem, če kršim poslovnik, sem se dvakrat prijavil, gospod Babič. Vendar vaše izvajanje je bilo skrajno žaljivo. Omenili ste, da obstaja kup utemeljenih razlogov za razrešitev. Gospa Koroščova vas je prosila samo za enega, pa ga niste uspeli sestaviti. Tako niste uspeli sestaviti enega piškavega razloga za razrešitev od lanskega julija do letošnjega leta, ker vam je na koncu mogel direktor občinske uprave ta predlog za razrešitev pripraviti, ker ga niste znali sami sestaviti. Zato je razlog za zavlačevanje. Kje je razlog za zavlačevanje? Niste, jaz sem se vam sam ponudil, če ga ne vete sestaviti, vam ga jaz v vašem imenu sestavim. Zato je bilo zavlačevanje in to je razlog, zakaj tako dolgo vlečemo. Vendar ta en razlog, ki ga je danes gospa Koroščova prosila in je gospod Babič Tihomir ravno kar izjavil, da obstaja kup teh razlogov, razen političnega, naj mi samo enega navede. Samo enega. Hvala lepa. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz bom navedel samo en razlog, ki ga zahtevate, zakaj bom glasoval za rešitev PIMA. To je na zadnjem seji komisije ste imeli dva predloga za imenovanje v svet zavoda gimnazije. In ste se odločili politično, ne pa na strokovni ravni. Zaradi tega bom glasoval za rešitev. Prosim, odnemi katerikoli član komisije za volitve imenovanja objasni, zakaj je kandidat, ki je bil izbran, boljši kot pa kandidatka, ki ni bila izbrana. Prosim, kompetenčno, strokovno in naj to pove. Hvala. Še kdo želi razpravljati? Gospod Filipič. Jaz bi prosil, da se prenese dokumentacija od gospe Nemec in pa od gospoda Šoštariča, da se prenese to, da pogledamo. Če ima pogoj, nima pogoj. Ne da, če je to, koliko jaz vem, ima pravico. Ima pogoje na vse. Zakaj bi šol nekomu biti v šoli? Kje to piše? Zakaj je zdravstven dom lahko komercialist na mesto zdravnik? Povejte mi to. Dajte mi odgovor, zdaj gospod Lah. Dajte mi odgovor. In to je zdaj kamen spotike za vas. Torej, kje to piše? Če smo rekli, da lahko tudi druga oseba. Ne rabi biti zdravniške stroke. Prostite mi, smo rekli tako. Je bilo to tako. Torej, to je tu. Človek izpolnjuje, ima pogoje, ima izkušnje, vse, pa pač kvim je pač rekel, bomo pač ali tega. Hvala. No, prosim vas lepo, a je to razvoj občine? A je to, zakaj so nam zaupali občane? Pa to je nemogoče. Tako smo res, ne vem, kako zgubljene duše tu, kaj vam ne rečem. Edina komisija, ki je delala res za vzor, zakonito, ni delala niti enkrat proti zakonito.
Se opravičujem. Ja, saj se verjamem, ko se ne smem upravičiti, ker vi mojega opravičila ne... Tudi če vam ne pašete, pa začnete ga loviti. Prosim, ko se umirimo. Kako me moč? Gospod Kardoš. Dolžan sem odgovor gospode Lahe, ker je izvolil, da jim vsak en član razloži, zakaj je tako glasoval, jaz bom razložil, ker ima argumente. In sem to načelo spoštoval skozi vse 2 leti v zavodu in mislim, da bodo prisotni lahko to potrdili. Glede izjave gospoda Laha bi se oprl na 3 točke. Prvič, on ni predlagatelj, zato težko malo razlaga. Ne? Drugič, predlog za gimnazijo je bil na občinskem svetu po vloženem predlogu za razrešitev, torej da ni vplival na samo razrešitev, ki ima, ampak je dobil komaj na prejšnji seje. Tretjič, že pa zakaj gospod Šoštarič in ne gospa Nemec, jaz takrat še nisem vedel, ko sem glasoval, da je ta gospa Nemec žena od direktora zdravstvenega doma, zato sem tudi čisto drugače razpravljal, vendar bi danes isto glasoval. Namreč, vse 2 leti v Kvimu sem zagovarjal načelo, da ceh ne more soditi svojemu cehu. Zato sem vedno zagovarjal, da učitelje ne bomo podpiral v sveti zavodov šol, zdravstvene delavce v sveti zavodov zdravstvenega doma, in tako naprej. Ne? Se pravi, vedno sem rekel, da mora biti nekdo drug, ki bo lahko nadziral delo določene ustanove, ne pa domači človek ali pa iz istega poklica. Zato, ker podobne anomalije, kot so se dogajale na zdravniški zbornice, ki so zdravniki odločali o zdravnikih, pa tako, da bi nemo koga obžalo, se niso izkazali kot dobre. Zato sem na vseh komisijah zagovarjal dejstvo, da naj v svete zavodov ne bodo imenovani tisti, ki delujejo v istem poklice. Oziroma v istem, mislim, da to lepo priznate, ker je to bilo moje vedno načelo in ko je bilo povedano, da je gospa profesor, sem rekel, pa ja ne bo sam sebe nekdo spet nadziral. Toliko, hvala lepa. Odgovor zakaj. Ja, slišali smo razpravo, jaz jo zaključujem, oziroma še jaz samo 2 stavka. Še se enkrat opravičujem, spoštovani svetniki. Moja nepravilna izjava je bila edina komisija. Sem pa zagotovo prepričana, da je komisija gospodje, ki jih danes predlagate za razrešitev, delala v skladu z veljavno zakonodajo. Mislim, da je zelo pohvalno, da so tudi preprečili določene nezakonitosti, ki so se pojavljale v določenih zavodih in so na to upozorili. Mislim, da je čas za streznitev, da vsi delamo v skladu z zakonodajo in da tudi en drugega opozarjamo, če so kakšne napake in si pomagamo. Glede na to, da so vsi člani, ki so predlagani za razrešitev, če bo izglasovana razrešitev, ker tudi ni nobenega argumenta, za katerega je prosila gospa Korošcova, bom jaz takrat, ko bodo napoved uresničili, se pravi sprožili upravni spor, izdala tudi sklep o zadržanju izvajanja vašega predloga razrešitve. Dajem na glasovanje sklep in sicer občinski svet občine Ljutomer razreši predsednika komisije. Ni več razprave, jaz sem zaključila razpravo. Oprostite, to je v skladu z veljavno zakonodajo. Pisni odpravek sklepa se da z upravnim poukom. Ker vsak tisti, ki se mu jemljajo pravice, se ima pravico pač nekam pritožiti, ne? In sklep seveda mora vsebovati pravni pouk. Še rabite dodatno pojasnilo strani pravnice? Hvala. Občinski svet občine Ljutomer razreši predsednika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janeza Vencla, Stara cesta 25 Ljutomer. O razrešitvi se je izdal pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. Kdo je za predlagani sklep? Enajst. Kdo je proti?
8 proti. Sklep je sprejet. Občinski svet občine Ljutomer razreši člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jožeta Paniča, Užiška ulica 1, Ljutomer. O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. Kdo je za? Enaj za, kdo je proti? Osem proti. Sklep je sprejet. Občinski svet občine Ljutomer razreši člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Ludvika Filipiča, Bodislavci 51, Pošta Mala Nedelja. O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. Kdo je za predlagani sklep? Enajst. Kdo je proti? Osem. Sklep je sprejet. In pa občinski svet občine Ljutomer razreši člana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Janeza Kardoša, Kidričeva ulica 16, Ljutomer. O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim poukom. Kdo je za? 11 najbrž, ne? Ja. Kdo je proti? 8 proti. Sklep je sprejet. Ne, prehajamo k naslednji točki. Držim se strogo poslovnika. Prosim lepo, samo nekaj. Jaz vodim sejo. Prosim, da mi v bodoče ne očitate na demokratičnosti, ker če bomo se strogo držali poslovnika, ko ste mi pri prejšnji točki, potem sedaj nimate besede. Oprostite, gospod Grantaša, glede na to, da ste predsednik statutarno-pravne komisije, oprostite, niste si dobro prebrali poslovnika. Danes je nadaljevanje 15. redne seje. Predlogov za razširitev dnevnega reda ni. Niti na nadaljevanje, pri nadaljevanju redne seje, niti pri izredni seji. Prosim, da prehajamo k naslednji točki. Smo pri premoženjsko-pravnih zadevah. Sklep o, samo malo prosim za mir, sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2012, številka 4. Prosim sodelavko Ano Žnidarič za uvodno obrazložitev. Lepo pozdravljeni. Prosim malo, gospod Kardoš. V predlogu gradiva ima ta predlog dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Ljutomer in sicer smo v tem času prejeli nekaj pobud, za katere bi bilo potrebno, da jih čim prej realiziramo v zvezi z nepremičnim premoženjem in sicer se načrt pridobivanja nepremičnega premoženja dopolni. Prosim za mir. Hvala. Izvoli. Dopolni z pridobitvijo nepremičnega. Če stopite v no? Red je red. Ne motim. Poslušajte poročevalko. Z dopolnitvijo pridobivanja nepremičnega premoženja in sicer gre za 2 zemljišči na Moti za potrebe sistema C in sicer vodnega vira na Moti. Zemljišči, ki sta navedeni v načrtu pridobivanja pod zaporedno številko 11, bi se zamenjali z nepremičnino v KO Cven, ki je navedena pod zaporedno številko 39 v načrtu razpolaganja kot enakovredni. V nadaljevanju pa so še razpolaganja z nepremičnim premoženjem in sicer smo vključili parcele del parcel v KO Kamenščak v nadaljevanju Juršovke, kjer je bila izvedena parcelacija in bi se začelo s prodajo zemljišč v nadaljevanju teh 4 parcel, ki smo jih prodali za stanovanjsko gradnjo.
Potem pod naslednjo zaporedno številko je zemljišče med policijo in občino, kjer sta dva interesenta podala vlogo za nakup. Potem pa je tudi predlog za brezplačni prenos zemljišč pri gasilskem domu. Spomnite se, da smo v lanskem letu prenesli gasilskemu društvu Ljutomer nekatera zemljišča v okolici gasilskega doma in sam gasilski dom. Sedaj pa predlagajo, da se manjši pas pred gasilskim domom in za gasilskim domom, ki služi izvajanju gasilske dejavnosti, prav tako prenese na gasilsko društvo Ljutomer. Kot sem že omenila, pod 39 je zamenjava zemljišča v kao Cven z zamenjavo zemljišča v kao Mota za potrebe vodnega vira na Moti v okviru sistema C. V načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem pa smo vključili poslovne prostore v pritličju mestne hiše, kjer se nekateri najemniki odpovedujejo dosedanjemu najemu in iščemo nove. Pod zaporedno številko 3 pa gre za parkirne prostore ob stanovanjskih blokih v Ljutomeru, ki se prav tako oddajajo v najem za 2 leti. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, potem dajem sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Ljutomer za leto 2012, številka 4 v sprejem. Kdo je za predlagani sklep? Za, proti ni nihče. Prehajamo k naslednji točki. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Ljutomer za prvo poletje 2012. Prosim za kratko par besed, gospod Lukman Angelco. No, dokler gospod Lukman pride, polletno poročilo vam je bilo posredovano tudi v skladu z veljavno zakonodajo, sem vas dolžna seveda o polletnem poročilu seznaniti. Polletno poročilo ste dobili v prvi polovici leta do konca junija, to vam je bilo posredovano, tako da če mogoče ima kdo kakšno konkretno vprašanje ali pa čist par stavkov za uvod. Hvala za besedo, gospa županja. Kot si že povedala, Zakon o javnih financah v 63. členu nalaga županu občine, da do 31.7. poroča o realizaciji proračuna v prvem polletju. To je bilo storjeno za strani občinske uprave. Županja je seveda po pošti poslala tudi polletno poročilo. Glede na to, da se to ne sprejema na seji, samo je za seznanitev, tudi ni pripravljenega nobenega sklepa. Če ima kdo kakšna vprašanja, bomo poskušali odgovoriti na to. Je pa res, kot je bilo že slišati, da je polletna realizacija pod 50%, tako na prihodkovni strani kot na odhodkovni strani. Mislim, da ste si v tem času tudi razloge za to prebrali, vse je razloženo v pojasnilih in slika je podobna kot vsa leta. Tudi prejšnja leta nekako vsi vemo, da se v prvi polovici leta realizirajo več ali manj tekoči transferi in zakonske obveznosti, ki jih imamo do javnih zavodov, tekoči odhodki, saj občinska uprava deluje skozi celo leto intenzivno, manj realizacija pa je seveda na investicijskih odhodkih in na investicijskih transferih. Razlog v tem je v letu 2012 delno tudi v tem, da je bil proračun sprejeti v mesecu februarju, predtem ni bilo možno iti v nove investicije, ni bilo možno iti v javne razpise. Kot sami veste, to traja nekaj časa, da je objavljeni javni razpis, so določeni roki, koliko časa in potem, da se izberejo izvajalci in da se pristopi k sami izvedbi. Po pogodbi potem izvajalci v 10 dneh
po preteku meseca izstavijo situacije, rok plačila situacije je zakonski rok 30 dni in navadno se potem vse investicije dogajajo več ali manj v drugi polovici leta. Tako je tudi bilo v letu 2012 oziroma je. S tem, da če pogledate prihodke in odhodke proračuna, tudi vidite, da je največji delež med prihodki in sicer transfernimi prihodki, prav tako med odhodki investicijskimi vezani na sistem C. Sistem C, o tem ne bi zdaj govorila, veste sami, v kakšni fazi je, bilo je že neštetokrat povedano in predstavljeno, do izvedbe gradbenih del še tudi ni prišlo, tako da seveda je predvsem zaradi tega tudi realizacija takšna kot je v prvi polovici leta. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila. Izvolite. Želi kdo postaviti kakšno vprašanje? Hvala lepa, gospe Angelci. Zaključujem to točko. Gospod Bobič. Za besedo. Hvala gospe Angelci za strokovno razlago. To poročilo bi pričakovali, da ga obravnavamo tako, kot smo ga, odkaj obstaja ta občina, vedno na prvi seji po počitnicah. To je bilo septembra, ne? Ker bi lahko tudi izrazili svoje mnenje oziroma mogoče kakšen predlog ali kakšno sugestijo. Seveda tega nismo naredili, zato smo v novembru. Ne? Imam vprašanje, zakaj so recimo bili kapitalski prihodki od skupaj planiranih 1 646 518 evrov realizirane le 4,4%. To je 72 000 evrov. Nadalje, transferni prihodki so bili realizirani le v višini 9,2 prihodka. To je v višini 983 970 evrov. Sprašujem se, če plan prihodkov ni bil dosežen, kako so bili na podlagi polletne realizacije prihodkov realizirani sprejeti programi in kdo je opravil prioriteto? Gospod Babič, odgovor na prvo vprašanje. Zakon nikjer ne določa, da se o realizaciji polletnih sploh mora razpravljati na občinskem svetu in jaz seveda se pogovarjam tudi dosti z kolegi iz drugih občin, ki pokrivajo področje proračuna, večina mi jih je povedala, da tega sploh na seji občinskega sveta ne dajajo. Zato tu zdaj ne vidim nobenega problema, ali se o tem pogovarjamo danes, ali bi se v mesecu septembru. Je pa prav in tudi zakon nalaga, da ste o realizaciji seznanjeni, kar ste tudi bili. Glede kapitalskih prihodkov lahko samo povem, da je realizacija do današnjega dne seveda nekoliko večja, res pa je, da ni planirana v takšni višini, kot je zapisano. Imeli smo nepremično premoženje nekaj na dražbi, jaz teh postopkov nisem vodila na področju proračuna, ampak to delajo moji kolegi, sodelavci. Nekatere dražbe, javne dražbe niso bile uspešne in v polletju je bila realizacija takšna kot je. Lahko povem, da je na današnji dan cirka 130 000 evrov. Transferni prihodki so seveda prihodki za strani državnega proračuna za investicije in strani evropskega proračuna za investicije. Seveda, če ni bilo odhodkov še v prvem polletju na strani odhodkov ni bilo realizacije, potem mi tudi nismo mogli prositi za nepovratna sredstva. Mi moramo prejeti situacijo v tistih programih, ki so predpisani zahtevke poslati, čakati 30 dni in tako je realizacija pri večini teh transfernih prihodkov v drugi polovici leta, s tem, da boste pri zaključnem računu točno imeli pregled v pogled, kaj je bilo realizirano, seveda, kot sem že povedala, pri sistemu C bo realizacija tako na prihodkih in odhodkih ne precej manjša od planirane, ne? In tu potem mi že prihranimo ta naša sredstva, ki jih moramo zagotavljati kot sredstva občine, ne? Lastna sredstva, tako da je to to.
Je po poslovniku? Ja, to pa ni po poslovniku, ampak bom vseeno dala besedo. Veste, kak je po poslovnike? Tisti, kjer želi razpravljati, se mora na začetku prijaviti k besedi. Izvolite, gospod. Zdaj je vaša beseda ponovno. Hvala. Veseli me, da se držimo poslovnika. Hvala za besedo, gospe Angelci, hvala za razlago. Tudi večkrat smo že na to temo debatirala. Če se spomnite, kdaj smo lani sprejemali proračun, sem vas vprašal, če je realno planiranje. Planirate kapitalske prihodke v višini 1 646 000 evrov in veste sami, kaj ste takrat odgovorili. Ne? Zdaj vem, da tudi to mogoče ni vaša zadeva, ampak sam sem bil mnenja, da ne bomo to realizirali. Do danes smo realizirali 130 000 pa nekaj čez evrov, to pomeni 8%. Če gledamo, da smo danes 29. oziroma 28. novembra, dvomim, da bomo mi skasirali v mesecu decembra še razliko do 1 646 000. Kaj bomo s temi 1 400 000? Takrat sem že opozarjal, da je to nerealno planiranje. In večkrat sem povedal tudi v prejšnjem mandatu in je bila dosti manjša ta postavka. Zdaj pa je bistveno večja, se pravi, gre tudi tukaj za nerealno planiranje. Kako bomo prodali mi za 1 600 000, če pa ne vem, če sploh imamo toliko imetja, če bi ga prodali? Gospod Babič, pri prejšnji točki smo potrjevali dopolnitev načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Občinski svet potrjuje načrt razpolaganja premoženja, ne? In ta številka je v skladu z načrtom. Strinjam se z vami, kar se tiče prihodkov, ki niso nikoli realizirani v takšnem planu. Če se ne motim, ste sedeli tudi v prejšnjem občinskem svetu, pa upam, da se spomnite, ko tudi tu realizacija ni bila ne vem kakšna, ne? Ampak žal ste bili na prejšnji seji bolani, ne? Jaz sem to pri predstavitvi proračuna tudi predstavila. Razlika pa je vseeno ena, ne? Res je, da smo prihodke planirali v takšni višini, nizka realizacija je. Vendar mi mesečno spremljamo prihodke, odhodke. Zakaj se planira v takšni višini? Tudi letos so za 2003 predlagane določeni projekti oziroma investicije, za katere nismo 100% prepričani, da bomo uspeli na javnem razpisu. Delež lastnih sredstev se mora izkazovati. In potem tudi moraš nekje na eni strani prikazati, pa na drugi strani, ker mora biti finančno ravnoteženo predlog proračuna, oziroma proračun mora biti tudi tako sprejeti. In tudi jaz sem takrat povedala in še enkrat poudarjam, odgovornost je na nas, na vodstvo občine, da spremljamo prihodke, odhodke in tudi ne gremo v izvedbo določenih odhodkov, če vidimo, da ne bo prelivov. In mi zaključujemo poslovno leto pozitivno, kljub temu, da teh prihodkov ni. Ampak kljub temu, da je veliko aktivnosti na sistemu C, določene niso bile izvedene v letu 2012. In tudi na račun sistema C je bilo v letu 2012 marsikaj planirano, čeprav so bile podpisane, kar bi lahko rekli, za več milijonov evrov pogodbe, ni pa bilo realizirano čisto vse, kot je bilo splanirano, ker je bila tudi izvedba planirana, pa se ni zgodila. Seveda pa so za to določeni argumente. Ne? Ja, izvolj. Gospod Ven. Samo toliko dopolnim županjo, sicer me je tudi izval gospod Babič. Prejšnjem mandatu smo bila 4 leta skupaj, vseh 4 letih je bilo mogoče še bolj nerealno načrtovano, pa nikdar ni imel pomislekov. Mogoče zdaj pa zaradi tega, to se tisto dokazuje odprej, da zaradi tega, ko tu na tem mestu zdaj drugi sedijo. Hvala, gospod Vencel. Vaš spomin pa ne traja tako dolgo, kot bi mogel. Nikoli v življenje nismo planirali več kot 1,5 milijona narobe. V nobenem mandate. Pa naj potrdi to gospa Angelca, če res ni tako res.
Za 350 do 600 tisoč evrov pa je bilo razlike, pa tudi takrat je Tihomir Babič opozarjal na to prejšnje vodstvo. To tudi lahko občinske službe podarjajo. Ne gre za nikakršno politično motivacijo. Samo pravim to, da res je treba ravnotežiti proračun, se strinjam. Tudi ti ne veš, kaj bo dala situacija, dobiš nekje sredstva, moraš planirati prihodke. Ampak problem je v tem, da je to vedno taki mali procent, jaz to opozarjam. Dalo bi se to mogoče predvideti, da bi recimo dali v okviru, če vidimo, da v zadnjih 5 letih nismo prodali več kot 400 tisoč, bi pa planirali 400 tisoč, ne pa 1 600 000. Samo to je bil moj pomislek, nič drugo. Ne gre za nikši politično vprašanje. Hvala. Ampak vsana razlika, ne? Prevzeli smo več kot pol milijona evrov dolgov. Mi pa planiramo pozitivno. Naprej. Še kdo želi kakšno vprašanje? Če ne, zaključujem to točko, to je namreč samo informacija. No, med nami tudi pozdravljam gospod revizorko. Naslednja točka je poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine Ljutomer. Gospod Brigito Frlin Novak, prosim, da nam predstavi na kratko. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom na kratko predstavila poročilo o notranjem revidiranju poslovanja občine za leto 2011. V glavnem največje naloge pri opravljanju reviziji so bile preveriti pravilnost upoštevanja zakonov in drugih predpisov pri pridobivanju prejemkov, izvrševanju izdatkov, upravljanju s premoženjem in zadolževanju. Najprej bi opozorila na izvrševanje proračuna, ki je integralno določen z krajevnimi skupnostmi skupaj. V glavnem gre se za to, da krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava. V statutu so navedeni kriteriji oziroma bi se morali določiti kriteriji in merila za razdeljevanje sredstev krajevne skupnosti, kar bi moral potrditi občinski svet. Tako da mislim, da je tega odloka o financiranju krajevne skupnosti še občina nima. Glede informacij o sprejetem in realiziranem proračunu bi nekako razdelila to področje v sklope. Najprej bom povedala okrog samega sprejemanja, izvrševanja proračuna, prerazporeditev sredstev, rezerve, splošne proračunske rezervacije, prevzemanja obveznosti v breme tekočega in prihodnjih let, namenski prihodki in glavnem to, kar se nanaša glede samega odloka o proračunu, potem naprej glede nekaj okrog prihodkov. Predmet so bili predvsem prihodki, na katere ima občina pomemben vpliv, in pa odhodki. Tu pa tudi se pač glede na tveganja in na tisto, kar nekako se ugotavlja, da so pač bolj neka pereča področja. Glede proračuna, proračun je bil realiziran v letu 2011 nižji od predvidenega za 11%, so bili prihodki nižje, doseženi odhodki za 16,7%. Razlogi za odstopanja so pojasnjeni v samem poslovnem poročilu, tako da glavni razlog pri nerealiziranih odhodkih se nanaša na oskrbo s pitno vodo Pomurja, sistem C, kar je bilo preneseno v leto 2012. Na strani prihodkov nerealiziranih prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč, manjši komunalni prispevki in prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo. Okrog sestave in obrazložitve proračuna, poletnega poročila in zaključnega računa bi nakratko samo opozorila na to, da sta bila proračun in zaključni račun sprejeta po sistemu ciljnega načrtovanja, po podprogramih programske klasifikacije, kar je pač predpisano.
Da pa dosežene cilji oziroma obrazložitve v zaključnem računu še niso bile čisto na tej podlagi pripravljene. Dala sem tu nekaj priporočil, kako pripraviti zaključni račun oziroma tudi proračun za leto 2012, pa mislim, da je proračun za leto 2012, kolikor sem zasledila iz prejšnje seje, tudi na tak način bil pripravljen, kot je pač predpisano. Prerazporejanje proračunskih sredstev prerazporeditve so bile upravljene na podlagi sklepov, datirane sklepi so in obrazložene, tako da je prevzemanje obveznosti breme tekočega leta in prihodnjih let. Tu ima občina opredeljen dovoljen obseg obveznosti v samem odloku proračunu, drugo so tudi določene omejitve v zakonu o Aha, pardon, se to tako zložite. To pomeni, da občina v letu 2011 ni prekoračila svojega veljavnega proračuna, ker na koncu leta tudi ni izkazovala zapadlih neporavnanih obveznosti, ki bi kakorkoli vplivali na povečanje oziroma prevzem previsokih obveznosti. Tudi v breme prihodnjih let občina ni prevzela višjih obveznosti, kot je to navedeno v njenem odloku. Pri proračunu sem posebno pozornost namenila tudi porabi in prenosu namenskih sredstev. Namreč občina dobi iz določenih postavk namenska sredstva, ki se morajo tudi uporabiti za ta namen. Tu sem predvsem pogledala gospodarske javne službe in stanovanjski sklad. Občina je na dan 31.12. izkazala tista sredstva, ki jih je pridobila iz gospodarskih javnih služb v višini 665 tisoč evrov. To so bile najemnine za infrastrukturo gospodarskih javnih služb in pa okoljske dajatve. Te namenske prihodke v bistvu mora občina vključiti v vsakoletni proračun, novi proračun, oziroma v rebalans ali pa v proračun naslednjega leta. Enako je bilo ugotovljeno tudi pri stanovanjskem skladu. Tam je bil presežek prihodkov nad odhodki, to pomeni, da so prejeta sredstva bila v stanovanjski sklad višja od realiziranih odhodkov, kumulativno v višini 708 tisoč evrov. Tudi to pomeni, da občina pač mora oblikovati postavke za stanovanjske namene v tej višini in ta sredstva uporabiti za ta namen. Priporočila, ki so bila podana v tem smislu, so bila takšna, da občina mora ta sredstva, ki jih je pridobila namensko, evidentirati v svoji bilanci stanja, obenem pa jih tudi nekako poskusiti zagotavljati v likvidni obliki za porabo v naslednjih letih. Nezmožnost pokrivanja izhaja obveznosti iz naslova namenskih sredstev, izhaja iz preteklih let. Občina je na dan 31.12.2010 izkazovala stanje denarnih sredstev le 38 tisoč evrov, obveznosti iz naslova presežka vseh teh namenskih prihodkov, ki bi jih pač morala imeti v likvidni obliki, pa so znašale okrog 1 300 000 evrov. V glavnem priporočilo je, da občina nekako poskusi ta namenska sredstva nekje hraniti oziroma varčevati na svojem računu in da jih ima v vsakem primeru takoj možnost tudi uporabiti. Oblikovanje in poraba rezerv, tu je šlo za rezerve
za sanacije gozdnih cest po neurju, sanacije okrog teh dogodkov, ki so se dogajali in je bilo poročilo obrazloženo, izkazuje porabo sredstev po namenih, poraba je pa bila tudi ustrezna in pravilna. Del sredstev se tudi prenaša iz proračunske rezervacije, splošne proračunske rezervacije, to pomeni, da se občina pač en del zadrži za nepredvidene namene, uporabila jih je polovico in so bila tudi ni bilo nobenih nepravilnosti okrog tega ugotovljenih. Pri prihodkih, kot sem rekla, zdaj so tu pač bili predmet pregleda, predvsem prihodki, na katere ima občina pomembnejši vpliv, to so vedno prihodki, kapitalski prihodki, to pomeni prihodki od prodaj stavbnih zemljišč, potem v letošnjem oziroma za leto 2011 smo pogledali najemnine v Šico in pa najemnine za infrastrukturo gospodarskih javnih služb podrobneje. Pri prihodkih od prodaj stavbnih zemljišč je bil cilj preveriti, ali je poslovalo oziroma so bili to ravnanje s stvarnim premoženjem ustrezno glede na zakon o stvarnem premoženju in na njegove podlage sprejeto uredbo. Glavnem je šlo za ugotavljanje, ali tu so predpisi bili upoštevane. Nepravilnosti na področju prihodkov od prodaj stavbnih zemljišč ni bilo. Prihodki od najemnin prostorov v Šico in gostinskega objekta na letnem kopališču so se nanašali na prihodke od gimnazije Frana Miklošiča in prihodke od najemnika TP Vaščanke. Pri teh dveh ni bilo ugotovljenih nekih odstopanj glede na pogodbe, ki so sklenjene s tema dvema najemnikoma. Smo pa tudi podrobneje preverili uporabo prostorov, ki jih uporablja TVD Partizan. Zdaj tu v tem primeru je šlo za to, da je TVD Partizan uporablja te prostore na podlagi pogodbe o brezplačnem koriščenju športnih površin, kajti kupnina od prodanega objekta TVD Partizan je bila v letu, mislim, da 2009 nakazana na občino Ljutomer, v bistvu pa je šlo v tistem primeru pač za naprej plačan najem in ga je treba tako tudi obravnavati, tako da v bistvu dejansko je potrebno oziroma je bilo dano priporočilo, da občina vzpostavi evidenco o koriščenju prostorov strani TVD Partizana točno po urah koriščenja in da se na tak način tudi potem tista kupnina všteje v to najemnino, pri čemer pa mora seveda občina odvajati zdaj od tega DDV. Prihodki od najemnin za uporabo infrastrukturnih objektov na področju gospodarskih javnih služb, to so zdaj stvari, ki so nekako bolj aktualne. Zdaj, tu je bilo dejansko ugotovljeno, da še v letu 2011 ni bil sistem takšen, kot je bil na nek način določen, kar pomeni, da še subvencije niso bile zajete v proračun oziroma so bile delno. Nekaj je bilo pokrivanja izgub izvajalcem gospodarskim javnim službam, tako da v bistvu premalo zaračunana najemnina namesto subvencije, ki je bila kot praksa tudi v drugih občinah, se dejansko lahko šteje kot subvencijo in pa pokrivanje izgube tema izvajalcem gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in odvoz odpadkov. Je pomenilo, da je občina v nekje 40% omrežnine sofinancirala k cenam storitev gospodarskih javnih služb. Zdaj v letu 2012 je občina že pričela obračunavati najemnino v višini polno obračunane amortizacije, v proračunu je tudi zagotovila potrebno subvencijo.
ki zdaj po novem pravilniku o določanju cen gospodarskih javnih služb, ki je bil sprejet ravno prejšnji teden, ni več omejena. Pri odhodkih sem pogledala praktično iz vsakega področja nekatere vrste odhodkov, prav tako po nekem kriteriju bolj tveganih področji. Med tekočimi odhodki so bile tako pogledane odhodki za plače, odhodki za najemnine in odhodki za rezerve, kar sem že prej omenila. Odhodki za plače so bili pogledani za mesec oktober 2011, ravno tako sistemizacija delovnih mest, kadrovski načrt, vsa spremna dokumentacija, ki je obračunom plač za mesec oktober. Zdaj tu sem razkrila nekatere podatke, ki jih je pač potrebno razkriti. Plačni razred županje 51, plačni razred direktorja 48, vodje oddelkov imajo nazive višji svetovalec, razen vodje oddelka za gospodarske javne službe, ki ima naziv podsekretar, vodje oddelkov imajo položajni dodatek 5% osnovne plače, vodja oddelka za gospodarske javne službe je prejel dodatek za povečan obseg nalog v višini 15%, za vodenje projekta oskrba s pitno vodo sistem C. 3 delavke so v tem mesecu na podlagi odredbe županje prejele plačilo za nadurno delo, šlo se za udeležbo na sejah občinskega sveta. Drugih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo, pa zaposlene niso prejeli. Prav tako sta bila pravilno in na podlagi ustreznih evidenc obračunana nadomestilo in prevoz za delo v višini, kot je pač predpisan za ta prejemka. Plače so bile obračunane skladno s predpisi in na podlagi ustrezno sklenjenih pogodb. Odhodki za najemnine, tu sem preverila najem Šica, odhodki za najem Šica in pa odhodki za najem zdravstvenega doma Mala Nedelja. Odhodki za najem Šica so v bistvu bili preknjiženi iz poslovnih odhodkov zdaj na te odhodke, tako kot je pač bilo potrebno, da se evidentirajo. To pomeni, da je bil objekt evidentiran v svoje poslovne knjige, plačane obroke pa več niso izkazane med tekočimi odhodki, ampak med investicijskimi odhodki. Ta način je tudi občina odpravila nepravilnost glede evidentiranja odhodkov in evidentiranja dolgov finančnega najema, kar pa po vsebini omenjen posel predstavlja, tako da je zdaj v bistvu to tudi urejeno v bilanci stanja, kako tudi med odhodki. Odhodki za najem zdravstvenega doma Mala Nedelja tu v bistvu niso bile ugotovljene nikakršne nepravilnosti glede pogodbe in plačevanja določene najemnine. Tekoči transferi, zdaj tu gre za tekoči transferi, bi v bistvu vsi morali biti na podlagi teh javnih razpisov nakazane, potem tudi pogodbe sklenjene takšne, da je možno v vsakem trenutku preveriti, kako se uporabljajo sredstva dana iz naslova tekočih transferov, to pomeni javnim zavodom, društvom, agencijam, vsem pač tem ustanovam in skladom. Letos, za leto 2011 je bil poudarek na pregledu transferov danem javnemu zavodu LTO Prlekija. Zdaj tu je občina financirala delovanje lokalne turistične organizacije Prlekija v višini 138 000 in pa sredstva za projekt City Cooperation v višini 25 000 evrov. Tu so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti pri sestavi poročila, zaključnega poročila tega zavoda. V glavnem, zavod ni imel postavljenih nekih meril, s katerimi bi bilo možno presojati, ali jih je uporabil ta sredstva smotrno in gospodarno.
glavnem pri vseh teh sredstvih, ki so dana javnim zavodom tudi kot iz naslova kakšnih projektov, si mora občina zagotoviti poročilo o tem, kakšna so bila ta sredstva uporabljena. Investicijski odhodki. Preverjeno je bilo 62% investicijskih odhodkov, to pomeni celovita prenova mestnega jedra, rekonstrukcija ceste Pristava Mota, fekalna kanalizacija Šalenci Krištanci Grlava, ureditev pokopališča v Ljutomeru, oskrba s pitno vodo Pomurja, oskrba s pitno vodo enako projektna dokumentacija in pa plačila stroškov opreme in materialnih stroškov, krožno krožišče, regionalne ceste z Babinsko cesto in pa, kot sem že prej rekla, finančni najem in poslovni najem, kot je bil prej Vršico Ljutomer, ki je zdaj izkazan med investicijskimi odhodki. V dveh primerih teh omenjenih investicij je občina sklenila aneks za dodatna dela, ki ni presegal 30% osnovnega pogodbenega zneska. Izvedba je bila potrjena na podlagi predračunov del izvajalcev in tudi se strani nadzornih organov. V okviru odhodkov za investicijo oskrba s pitno vodo Pomurja sistem C je del odhodkov se nanaša tudi na obveznosti, ki jih je občina pokrila in so izhajale iz leta 2010. To pomeni izgradnja vodovoda Sadjarstvo Šilec Bioterme, izdelavo projektne dokumentacije Vodohran Jeruzalem, tako da je to pač vključila med investicijske odhodke leta 2011, izhajajo pa iz neplačanih obveznosti iz preteklih obdobij. Glede investicije sistem C, tu še neki pomembni odhodki v letu 2011 oziroma odhodki, ki bi se nanašali na gradnjo, niso nastali. Občina to vodi ta investicijski posel z sosednjimi občinami. Te občine sofinancerke so sprejele tudi odlok, s katerim so ustanovile poseben evidenčni račun, poseben proračunski sklad, ki je namenjen za ločeno vodenje prejemkov. Zdaj v letu 2011 še ta račun ni bil uporabljen, ker je občina sama pokrivala obveznosti, vključno z drugimi občinami, so udeleženimi v tem projektu. Tako da glede prihodnjih prihodkov, ki bo pridobivala od ministrstva, pa mislim, da bi bilo primerno poslovati tudi prek tega posebnega računa, ker ta račun je izločen tudi iz kakšne morebitne izvršbe ali česarkoli drugega, tako da so potem ta sredstva, ki se zbirajo namensko za ta namen in se potem tudi za to uporabljajo. Zdaj, to je zelo zahteven projekt z izvedbenega vidika, kakor tudi z vidika DDV-ja, zagotavljanja likvidnostnega premoščanja finančnih sredstev, tako da kar obsežna dokumentacija tudi na tem področju. Jaz sem to kar podrobno preverila, koliko se je pač nanašalo na odhodke, ki so bili v letu 2011 in menim, da so te osebe, ki so vključene v ta projekt, delajo to pravilno in skrbno. Investicijski transfere, tu je bil cilj ugotoviti ravno tako skladnost z področja javnega naročanja in drugimi javnofinančnimi predpisi. Zdaj nekih pomembnih nepravilnosti razen danih investicijskih transferov župniji Ljutomer in pa ŠRD Kostanjevice v zneskih 1000 oziroma 1500 evrov, ki so bila nakazana neposredno, brez razpisa ni bilo. Zadolževanje in odplačila dolga so prikazana v računu financiranja. V letu 2011 se občina ni dolgoročno zadolževala, odplačala je kredite v višini 201 000 evrov. Preverjeno je bilo, ali občina plačuje oziroma
kako grejo obveznosti oziroma sam potek teh plačil in izračunali smo tudi višino zakonsko dovoljene zadolžitve občine. V bistvu presega oziroma predstavlja stanje zadolžitve 85% zakonsko dovoljenega zneska, obveznosti pa občina poravnava tekoče in v skladu z amortizacijskimi načrti odplačil posojil. No, v prvi polovici leta 2011 je občina se kratkoročno zadolževala, morala je dejansko najemati te kratkoročne kredite zaradi velikih likvidnostnih težav, ki pa so bile posledica zapadlih obveznosti občine prenesene iz leta 2010. To pomeni 586 tisoč obveznosti je občina prevzela v izplačilo v letu 2011 in pa še del obveznosti, ki niso bile izkazane v višini 91 tisoč, tako da je občina z večkratnim najemom kratkoročnega kredita te obveznosti tudi poravnala. V nobenem trenutku pa ni bila kratkoročno zadolžena nad predpisano omejitvijo, ki velja za kratkoročno zadolževanje. Tako, jaz sem zdaj na kratko predstavila to poročilo. Hvala lepa, gospod Ferlinovi. Imamo mogoče kdo kakšno vprašanje? Gospod Vrantaša. Lep pozdrav, gospod Ferlinova. Imam eno vprašanje. Tam ste te glede Šico omenili, da je podnajemne pogodbe, pa to, kaj ste to kontrolirali, kako se izvajajo, ali samo pogodbe, če so ali ne, ali tudi kako se izvajajo in ali se plačujejo tudi ali ne. Ja. Najemnina mislite zdaj, ko se izvaja leasingu, ne? Ne za leasing, najemnine v prostori, za najemnine v Šico, v prostori. Aha, mislite gimnazijo Ljutomer in TP Vaščanka prvenstveno. Ja, zdaj tu je bilo predvsem poudarek na tem, kako se skladnost s pogodbenimi določili. Res pa je, da sem tudi pregledala v bilanci stanja te zadeve in sem opazila, da dejansko TP Vaščanka je od zadaj izplačili za nekaj mesecev, ne, tako da med prihodki je zaradi tega tudi manj prihodkov, ker prihodki so po načelu denarnega toka, ostale terjatve pa ima občina izkazane oziroma je imela na terjatvah. Gospod Smodiš. Hvala za besedo, tudi lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj, gospod Jože je že rekel nekaj, jaz smo samo vprašanje, ne vem, nisem videl nikjer notri terjatve, ker danes je problem z terjatvami in mislim, da ima občina tudi kakšne terjatve, to je gi posebej ovrednoteno, se izterja dobro ali... Okrog terjatev mora občina poročati v zaključnem računu, tako tudi v letošnjem zaključnem računu bo morala okrog terjatev poročati, prav tako bo morala navesti tiste terjatve, ki niso bile izterjane in razloge, zakaj niso bile izterjane, ker je to pač določeno v tem navodilu, o čem se mora poročati. Prav tako o obveznostih, če bi bile morebitne kakšne zapadle, pa niso bile plačane, prav tako tudi o terjatvah. Tako da to v zaključnem računu, v bistvu v reviziji pa nekako bilanca stanja ni tisti najpomembnejši del, okrog katerega revizorje gledajo. Še kdo? Gospod Filipič. Hvala za besedo. Jaz bi vprašal gospod Ferlinovo po poročilih, da nam pove, so bile storjene napake ali niso bile storjene napake oziroma je bilo vse v mejah normale v lanskem letu. To je prosto, da kolegi slišijo, da ne bodo potem spet vzadej govor, kot je vedno. Hvala. Glede na izkušnje, ki jih imam pri revidiranju, kar nekaj občin vsako leto revidiram, tudi javnih zavodov, mislim, da te stvari, ki so opozorjene v revizijskem poročilu, ne predstavljajo nekih velikih napak.
Tako da v bistvu je občina tudi že sama priporočila sprejela v teku revizijskega postopka. Okrog določenih stvari smo se že pogovorili pri samem revizijskem postopku, tako kot naprimer ta TVD Partizan, namenska sredstva, investicijski transferi in vse te zadeve. Pri drugih pa tako ali tako nekih nepravilnosti sploh niso bile ugotovljene. Še kdo? Gospod Klemenčič. Hvala za besedo, lep pozdrav. Mene zanima, ali ste kaj ugotovili glede namenskih sredstev, ki jih občanom pobiramo v določenih krajevnih skupnosti glede pokopališča. Ne, moram reči, da to nisem gledala v revizijskem postopku. Ne, ni bil predmet revizije to. Še kdo? Če ne, potem zaključujem to točko. Gospe Ferlinovi se zahvaljujemo za predstavitev. Če pa še Kubaroviru, pa pol delamo. Oddarjam 10-minutni odmor.